Pozdravljeni. Glede na znane zaplete v zvezi z izgradnjo kanalizacije oziroma čistilne naprave v Sodincih je zadeva končno tako daleč, da je občina z izvajalcem, s podjetjem IPI, projektantski in izvajalski inženiring iz Rogaške Slatine, podpisala pogodbo za izvedbo del. Končno je torej napočil čas, da se bo gradnja kanalizacije pod Gorci, Sodinci, Velika Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo začela. V bistvu mi ne podpisujemo, bi rekel, pogodb tako javno, ampak tokrat smo se odločili iz razloga, ker je ta rastlinska čistilna naprava v Sodnici vzbujala, bi rekel, dosti časovnega nerganja, če temu tako rečem. V bistvu smo zaradi tega, ker sta dva posameznika na koncu bila striktno proti in se nista hotela z občino o ničemer pogovarjati, sta izkoristila pritožbo tako na ministrstvo, najprej na prvi stopnji, potem pa na drugi stopnji na upravnem sodišču. Vse skupaj seveda pa je spremljal en advokat iz Ptuja, ki jim je nekako očitno obljubljal, da bodo v tej zadevi uspeli, kar pa na koncu, hvala Bogu, niso. Je pa posledica tega, da smo mi pri tej zadevi izgubili najmanj pol leta, to je pravim najmanj, v resnici pa veliko več, ker smo se lahko prijavili šele na zadnji razpis, to je letos, 19. januarja, se pravi sklep o možnosti koriščenja sredstev iz regionalnega razvojnega programa in pa iz kohezije, kot je sklep izdan, pa smo dobili šele julija, s tem, da na pogodbo še čakamo. Ni pa to razlog, da naj bi podpisali pogodbe z izbranim izvajalcem, to pa je podjetje IP d.o.o. iz Rogaške Slatine. Čaka gospod direktor tega podjetja, Robi Čerpčnik, je tukaj z mano in oni bodo seveda od zdaj naprej pa do 31. avgusta naslednje leto na tej relaciji gradili tako kanalizacijo kot pločnik, kot tudi javno razsvetljavo. Zdaj mogoče še samo rečem o sami vrednosti. Po tej pogodbi, ki jo bomo podpisali, je sicer pogodba narejena na količine, ki bodo v fazi vgrajene. V fazi gradnje vgrajene je pogodbena vrednost 2 milijona pa 121 tisoč evrov. Mi smo po projektantski oceni računali na nekoliko višji znesek, ampak očitno je kriza v gradbeništvu, ki je še vedno prisotno naredila svoje, tako da so te cene še vedno daleč od tistega, kar je recimo bilo v leti 2008 pa prej. Mogoče bi pred podpisom samo rekel še eno. Mi bomo seveda poskušali, glede na kljub temu, da so v fazi pridobivanja služnostnih pogodb vsi tisti, ki so potem začeli nasprotovati te služnosti podpisali, da so vsi bili seznanjeni, kje bo lokacija rastlinske čistilne naprave. Mimo tega trenutka, ko da so se zdaj začela gradnja kanalizacije, to lokacijo poskušali spremeniti. Ni pa rečeno, da nam bo seveda to uspelo. Kajti nova lokacija mora imeti okoljevarstveno dovoljenje, mora imeti vodno dovoljenje, mora biti protipoplavno zaščitena. Vse nam sicer ena lokacija ponuja, vendar je po prostorskem planu to kmetijsko zemljišče. Ker pa smo močno v fazi sprejemanja občinskega prostorskega načrta, ki pa te lokacije nove ne opredeljuje kot možno lokacijo za rastlinsko čistilno napravo, pa je seveda vprašanje, če bomo to lahko na takšen način uredili. Tako da obstaja velika verjetnost, da se seveda ta lokacija ne bo spremenila in da bo ostalo po prvotnem, tako kot je izdano gradbeno dovoljenje. Še enkrat pa povem, bomo pa poskušali. Če ne bi bilo pritožb, da bi začeli z spremembo lokacije pred enim letom, potem bi ta zadeva lahko bila realizirana, seveda pa so nas pripeljali v neko tako časovno stisko, tudi zaradi koriščenja, pa zaradi sredstva, pa zaradi vseh drugih postopkov, tako da to v tem trenutku ni tako enostavno, kot se morda tistim, ki predlagajo novo lokacijo, to zdi. Jaz moram povedati, da je naše podjetje v preteklosti kar nekaj takih podobnih projektov že izvedlo
Tako da, kar se tiče referenc in ostale strokovnosti, ne dvomim, da mi navedenih del, ki so v pogodbi, ne bi mogli izvesti v rokih in pa seveda v pogodbenih določilih, ki so izvedeni. Jaz moram povedati, tako ste že uvodoma omenili, da je res, da kriza v gradbeništvu, ki je sedaj prisotna zadnjo leto, dve in se še kar vleče, pač pustila tudi določen pečat na gradbenih podjetij, ki so šla nekako v pomanjkanju posla, v neke nizke cene. Jaz sem prepričan, da bomo mi ta projekt, ki je vreden 2.121.000 evrov, izpeljali, vem, da ne bomo, zaslužili, ampak si zagotovili neko likvidnost in s tem omogočili tudi, da se v teh časih nekako obdržimo, nam to tako rekel, na gladini. Gre torej za izgradnjo kanalizacije v dolžini 4 km in 200 metrov. Projekt pa obsega tudi gradnjo rastlinske čistilne naprave v Sodencih. Istočasno pa se bo med Podgorci in Veliko nedeljo gradil pločnik z javno razsvetljavo. Služnostne pogodbe so podpisali vsi krajani, tudi tisti, ki so projektu potem iz določenih razlogov nasprotovali. V Ormožu bo kmalu začel delovati mrežni podjetniški inkubator. Zaradi ustanovnega kapitala 7.500 evrov, ki ga je za zagon treba vplačati, je občinski svet na svoji zadnji seji sprejel tudi rebalans proračuna. Potrebo po inkubatorju čutijo tudi v občini Središče ob Dravi, s tem, da se občina Sveti Tomaž projektu ni priključila. Snovatelji sicer smatrajo, da bo mrežni podjetniški inkubator na tem območju velika pridobitev. V Ormožu je vse nared za začetek delovanja mrežnega podjetniškega inkubatorja. Ustanovna skupščina bo prihodnji teden. Inkubator, ki se bo nahajal v Vrazovi ulici, v zgradbi nekdanjega sodišča, pa bi naj začel delovati sredi avgusta. Tudi v Ormožu bi inkubator naj pomenil izjemno priložnost za mlada inovativna podjetja, ki so v ustanavljanju, ali že za delujoče mlade gospodarske subjekte do 3 let. V prvem letu želijo pridobiti najmanj 2 inkubiranca in nato postopoma do leta 2015 zapolniti celotno kapaciteto inkubatorja, ki znaša 5000 kvadratnih metrov. Inkubiranci bodo lahko poleg ostalih ugodnosti uživali nižje cene najemnin. Družbo bo vodil direktor, ki ga na to mesto imenuje skupščina družbenikov. V finančnem planu je upoštevana zaposlitev za 4 ure. Za prvo leto delovanja inkubatorja je možno, da bo družbo vodil direktor javne razvojne agencije občine Ormož. Med zanimivimi dogodki minuli teden je bil tudi 105. rojstni dan Ivana Likavca iz Vinarske ulice v Ormožu. Visokemu jubileju primerno je v hiši slavljenca potekalo tudi slavje. 105. rojstni dan je zagotovo jubilej, ki seveda ne pusti nikogar ravnodušnega, sploh pa če je slavljenec še vedno čil človek, ki se vseh dogodkov iz življenja zelo dobro spominja, ki še vedno z veseljem pokomentira sprotne dogodke v domačem okolju, pa tudi v tujini, saj ga še vedno tudi vse zanima. V ta namen si je nedolgo tega kupil tudi novi televizijski sprejemnik. Ob rojstnem dnevu sta ga obiskala pastorka in pastorek z družinami, veliko prijateljev in znancev. Obiskal pa ga je tudi župan Alojz Sok, sodelavci in predsednik krajevne skupnosti Ormož Vlado Hebar. Po čestitkah in dobrih željah, pa tudi po šalah, ki jih Ivanu nikoli ne zmanjka, je sledila zdravica, nato pa prijetno kramljanje ob obloženi mizi. Slavljenec malo slabše sliši, pa ne tako slabo, da ne bi slišal tistega, kar se mu zdi pomembno in predvsem zanimivo. Iz njegove bogate biografije pa je zanj najpomembnejše to. Živil sem se pa 51. leta, ki si bil star 45 let. Poročil pa sem ženo od mojega bratranca, ki so ga umorili. Kako se spominjate skupnega življenja? Lepo. Lepo je bilo življenje, samo prekratko. 60 let smo bila poročena. No, bili ste tudi športnik. Povejte nam še kaj o tem. Nogomet smo se bavili, pa z atletiko, pa tako vse, ja. No, še vedno seveda spremljate politiko, dogajanje v Ormožu. Kaj pravite na vse to? Ne. Nemam rad politikov. Preveč to mene, pa to ni sigurni. No, kako pa recimo tako preživljate te dneve zdaj, ko ste v penziji?
Ja, sam. Sam sem, ne, pride, vsakši dan pride iz doma, ne, in tedensko dvakrat pa pride hčerka, pač od žene hčerka, ne, ja. Se odpravite še kaj sami v trgovino? Ja, še tudi še grem trgovinarati, ja. No, včasih še tudi kaj okrog hiše postorite, kaj še delate okrog hiše, greste? Ja, še povrti rad malo porovljam, rože gojim. Ivan Likavec se je 7. julija leta 1906 rodil v Zgornji Kungoti pri Mariboru. Svoja otroška leta je preživel v Pesnici, kjer je oče imel trgovino in gostilno, mati pa je bila kuharičeva z Lešnice. Leta 1921 se je kot 15-letni fantič k stricu kuhariču v Ormož prišel učit trgovine, ker je pozneje kot trgovec bil zaposlen vse do leta 1940. Potem je odprl svojo trgovino v zgradbi, kjer se danes nahaja trgovina Aries. Trgovina je delovala le nekaj časa oziroma do takrat, ko je Ivan Likavec bil interniran v Dachau. Ko pa se je po osvoboditvi vrnil v domovino, se je zaposlil v kmetijskem kombinatu v Ormožu. Leta 1951 se je poročil z 10 let mlajšo Miro, ženo pokojnega bratranca Kuhariča. Ta je vdova s 3 otrok postala v času 2. svetovne vojne. Ivan in Mira sta bila srečno poročena dolgih 58 let. Kako pa se vi spominjate Ivana Likavca kot očima? Strogega, zelo ljubečega do svoje žene, pa tudi do nas je skrbel, nas 3, ne. No, takrat je pred davnimi leti, se spomnite, pred 60-imi ste rekli, ne? Ja, je mama ostala vdova z vami, 3 otrok. Kako ste potem živeli, kako je vse skupaj potekalo? Ja, mama je bila stara 25 let, ko je ostala vdova. Pol pa se je z njim poročila 51. leta, pa sta pač skupaj živela in so za nas skrbeli. Mi smo pa šli hitro od doma, seveda, ker iz Ormoža moraš hitro iti, ker ni bilo takrat še gimnazije pa tega tu. Pa smo vsak po svoje živimo. Ja, prvo seveda moramo ugotoviti to, ne, da je v izredno težki situaciji, ki je bila takrat, recimo, sprejel na svoje rame, če lahko tako rečem, s celo familijo, da smo bili takrat 3 otroci vsi na fakulteti in da je to seveda stalo tudi ogromnega denarja, tako da z tega aspekta gledano je to bila seveda poteza, ki je zavidanja vredna. Drugače pa moram poudariti to, da je bil seveda stalno športno usmerjen, da je bil nogometaš, da je bil nogometni sodnik, da je bil lovec, tudi v tem smislu je torej ga je to okolje zelo rado sprejemalo in v glavnem seveda pa je delo, ne. On je imel svojo trgovino, potem je naša trgovina je bila nacionalizirana. Leta 1947 oziroma Kuharičeva celotno premoženje je bilo nacionalizirano, tako da je mama praktično ostala z nami 3 otroki v enem stanovanju v tej hiši na Vrazovi ulici. To so seveda bili izredno težki časi. Kasneje je bilo to z denacionalizacijo pa vrnjeno. Kako pa vi kot vnukinja gledate na dedka s takšno častitljivo starostjo? Vsekako smo vsi zelo ponosni nanj, da je pravzaprav preživel vse ostale in da je še zelo brihten, pravzaprav ve za vsak dogodek v preteklosti. Tako da, ponosni skratka. Kako pa vi gledate na svojega dedka s takšno častitljivo starostjo? Ja, v redu je, ponosni smo na njega, vse zdravje ga še kar služi. Bi si želeli biti toliko stari? Če bi bil takega zdravja, ja, drugače pa ne. Za konec pa še torta in to kar 2 torti, sadna in čokoladna. Po tradiciji je slavljenec upihnil svečke in zarezal torto. Še na mnoge, predvsem zdrave dni. Nadaljevanje pa med počitnikarje. V Ormožu je med 4. in 8. julijem potekal 9. raziskovalni tabor, ki ga je organiziral Rdeči križ Slovenije, območno združenje Ormož, medobčinska lokalna
akcijska skupina Las Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, upravna enota Ormož ter Mladinski center Ormož. Bilo je veselo, predvsem pa zelo zanimivo. Letos se je delavnico udeležilo 23 osnovnošolcev. S pomočjo 6 mentorjev so se počitnikarji naučili marsikaj, saj so delavnice namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa v domačem okolju. Svoje enotedenske dejavnosti so predstavili na tiskovni konferenci. V delavnici poimenovani Vrbe, rastline leta 2011 so otroci pod vodstvom profesorice biologije Maje Botolin-Vaupotič na terenu spoznavali vrbe in njihov pomen. Etnologinja Nevenka Korpič je pripravila delavnico iz babičine kuhinje, v kateri so se udeleženci seznanili starimi recepti iz zakladnice ljudske kuhinje pod vodstvom Milice Kosi, pa te recepte v obliki pogač, kruha in drugih dobrot tudi pripravili. Na tiskovno konferenco pa se seboj prinesli tudi torto, ki so jo spekli za zaključek. V fotografski delavnici je priznani ljubiteljski fotograf Ciril Ambrož učence seznanjal z digitalno fotografijo na ravni teorije in prakse. Aktivnosti v tej delavnici je na tiskovni konferenci predstavil Božidar Meško iz Mladinskega centra. Udeleženci so v svoje fotografske objektive lovili motive iz narave in urbanega ormoškega okolja. Po fotografiranju so se potem udeleženci s pomočjo Jureta Ovna učili tudi digitalne obdelave in urejanja fotografij. Na terenu pa smo ujeli počitnikarje, ki so svoj čas namenjali raziskovanju narave. Tabor ima pravzaprav že kar nekajletno tradicijo, saj je potekal že 9. Torej res gre za tradicionalni tabor, že 9. po vrsti. Od vsega začetka sodelujemo s Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož, organizacijsko enoto Ormož, 6. leto pa se pridružuje že Mladinski center Ormož. Nekako nam odgovarja to sodelovanje, se lahko otrokom ponudimo različne teme, ker pač sodelujemo strokovnjaki z različnih področij in tako vsebinsko ta tabor tudi obogatimo. No in kaj je vse bilo ta teden letos torej v ponudbi? Letos delamo v 3 skupinah. Rdeči križ je ponudil vrbe kot rastline leta 2011. Lahko povem, da smo tudi lani imeli naravoslovne delavnice. V preteklem letu so bili trpotci, tiste rastline, ki jih je Prirodoslovno društvo Slovenije razglasilo za rastline leta. In lahko se pohvalimo tudi s tem, da je skupina, ki je lani sodelovala v tem taboru, na teh delavnicah, prejela tudi priznanje Prirodoslovnega društva Slovenije za svoje delo. To priznanje je bilo podeljeno v Ljubljani 16. decembra ob Dnevu slovenskih naravoslovcev. No, letos so glavna tema vrbe. Udeleženci so, bom rekla, mlajši osnovnošolci, zato smo malo tudi razširili to temo. Danes, na primer, spoznavamo Ormoški grajski park, se pravi zraven vrb, ki smo jih deloma že spoznali, tudi druge znamenitosti tega parka. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož je ponudil delavnice na temo iz babičine kuhinje. Otroci, udeleženci ves teden pod mentorstvom gospe Milice Kosi pečejo peciva po receptih naših babic. Mladinski center Ormož pa je ponudil fotografsko delavnico. Skupaj s strokovnimi delavci Mladinskega centra sodeluje tudi Ciril Ambrož. 3 dni, 2 dni bo pa o oblikovanju digitalne fotografije spregovoril Cirilov nečak Jure in tako ima torej 2 zunanja sodelavca v tem tednu. In kakšen je pravzaprav namen teh delavnic? Kajti izgleda, da so tudi zelo strokovne. Ja, nekako bi radi otrokom pokazali, kako se lahko imajo prijetno v teh počitniških dnevih in da se lahko ob tem skozi mlajši, tudi skozi igro, starejši skozi tudi smeh, zabavo, nekaj koristnega naučijo. Skratka, ne bi radi, da bi bile delavnice zaradi delavnic, da se nek čas zapolni, ampak da otroci odnesejo tudi od tega neka nova znanja. Morda se niti ne zavedajo, koliko se ta teden naučijo, ni to šolski sistem, tako nekako na nevsiljiv način, oziroma niti ne govorimo o tem, kaj
se bomo naučili, ne, ker morda bi jih to malce odvrnilo, ne, ampak enostavno govorimo vsak o svoji temi na strokovn, ampak hkrati njim primeren način, torej starosti primeren in se mi zdi, da je prav tako, no. Da ne gre samo, da nekje preživijo dan, ampak da imajo tega dneva čim več. Tako se organizatorji potrudijo združiti koristno s prijetnim in v teh letih se je ponudba izkazala več kot dobrodošla. Živa, zakaj ti rada prideš na takšne delavnice? Zato, ker se tu veliko naučimo. No in kaj si se vse naučila recimo danes? Veliko dreves smo danes poznali. Misliš, bi ti bilo doma dolg čas sedaj med počitnicami? Ja. Kaj pa ti je bilo recimo posebej zanimivo? Ko smo včeraj šli v dom starejših občanov. Katarina, zakaj pa ti rada prideš na delavnice? Na delavnice rada pridem zato, ker se tukaj veliko naučimo, veliko novega spoznamo. No, ti si se odločila za naravoslovne delavnice, zakaj pa? Zato, ker me zanima narava, tudi bi rada veliko novih dreves spoznala, rastlin. In tabor je seveda bil odlična možnost za to. Park pa seveda še najbolj poznajo občani, ki že desetletja živijo ob njem. Udeleženci so jim z veseljem prisluhnili. V parku imamo razne drevesa, to veste, ne? Imamo črešjo divjo, imamo črešjo domačo, imamo maline, imamo orehe. Veste, zakaj imamo orehe v parku? Ne veste. Zato, ker veverica imajo kaj jeste. Veverica. Divje črešje ptiči jejo. Domače črešje pa jejo taki, kak ste vi pa jaz. Domače črešje. Potem imamo višjo, notri pa višje še zdaj, lahko greste jesti, so tu zrele, višje. Imamo rebizl notri v parke. Tu je vse posajano. Potem imamo razne lepotične drevesa. Ste videli tisti hrast, ki je tak paramido gor, tak špic? Kaj? Ne vidite. Mogo bi ojti z vami, ki je vam to pokazal. Morda pa bodo organizatorji naslednje leto res vključili še koga, ki je s Ormoškim parkom rasel in živel ob njem. V glavnem pa bo najbrž še dolgo ostal neraziskan. Pa nič ne de, vsako leto pridejo nove ideje tudi za mlade naravoslovce. Po tiskovni konferenci, ki so jo mladi raziskovalci sklicali v prostorih Ormoškega Rdečega križa, je ostalo še nekaj časa za prijeten klepet in zbiranje vtisov, pa seveda za torto. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja je tudi letos pripravilo igro na prostem. Tudi letos je bila to komedija avtorja Tončeka Žumbarja z naslovom Jesenska poroka, ki si jo je v času uprizarjanj ogledalo več kot 5000 obiskovalcev od blizu in daleč. Društvo obljublja, da bo še kakšna možnost za ogled predstave v začetku septembra. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja je igro na prostem pripravilo že 15. sezono. V tem času si je predstave, ki se odvijajo na prizorišču med gradom in cerkvijo v Veliki nedelji, ogledalo že tisoče in tisoče obiskovalcev. Vsaka predstava je namreč tudi zaradi lokacije izredno doživetje. Zadnja leta društvo najraje pripravi kakšno komedijo v narečju, kar je garancija za smeh in navdušenje obiskovalcev. Igra Jesenska poroka je avtorsko delo režiserja in sicer tudi predsednika društva Tončeka Žumbarja. Vsebina je bila preprosta, vaška, govori o starejši, lahko bi rekli starejši ženici, Mitski Potratnik. 69 let je stara, ki živi sama, hčerka živi v Mariboru, sin je že 25 let v Nemčiji. In potem pač pošta nekega dne prinese novico, da prihaja sin po 25 letih domov. In potem se seveda vas zbere, mu pripravijo sprejem in s tem se kolobocije začnejo. Joj, moj Franček pride, kaj misliš, kaj je? Kaj je bogat? Bogat? Ja, pa kaj te ne bo bogat, če je 25 let v Nemčiji? Pa to bo imel penes, tako se bo samo kadilo. Pripelo pa se bo, vendar z največjim nemškim Mercedesom. Joj, moram se dobro pripraviti, hišo spucati pa pišice narediti. Vete kaj, Micka? Jaz mislim, kaj bi mu mogli pripraviti en veliki pa lepi sprejem. Že, veš kaj samo, jaz sem skromen, pa ne bi rad nekšnega pretiravaja. Pretiravaja? Pretiravaja?
Pa če je to pretiravajo, če sprejmeš človeka, ki si ga teko let ne videl, pa eni so kljub žin gor rasli in po 25 letih ti človek pride domov in to celo z Nemčije. Pa to ti človek bi mogel dobiti direkt državno odlikovanje. Že, veš kaj, samo vsi na vas ima nema rade. Su eni, ki me črtijo, pa po stroni gledijo. Kaj ti ste enkaj napravili? Nikomu s nič ni naprava, če pa že pa ne pokrivan. Do sem prišla z Maribora domov, z 2 otrokoma pa brez deda. Se ena vaška kukodaj se fest jezike brusla. Vsakšni babenci si svojo poveda. A pa sem na den sprava kakšno jeno skrivnost. Te pa so bile ena joko huda na mene, veš. Pa to je bilo pred 50 leti, to so že pozabile. A deca še se me gnesi izogibljajo, pa nikomu nič ni naprava. Dobro. To ta vaška koza so jih našumpale proti mene. Te pa tak naprava, glede. Bom jaz se z pa organiziral, dobro? Pa vete kaj, jaz sem ti novi, pa ne vsi jih poznam, pa mu tega vaškega gostilničara Lojza malo vklopil. Dobro? Mi ima to vse organizirala, vredi? Vredi. Veš kaj, samo predkak pa še greš, pa moraš enega spite, ker si mi tak dobro novico prinaša. Ne, a to pa ne. Poglejte, služba, avto. Kakšni avto, tu še bicikli nepodobno. Ničeno se ne. Napi se raka. Ne. Če si predprava, kak je dobra. Dobro, odlično, nemam kaj reči, samo ne. Veš kaj, če ne špija, bom vedela, kaj si se pred zlaga, kdo si reka, kak je dobra. Lažlicu pa jaz nema rad, na. Vi note pili? Pa jaz ne smem, če pride Franček, ne smem, na. Primi pa pi. Tak, ja, vidiš. Ja, kaj pa se tak isto držiš, če je ne dobra? Je dobra, je. Srečno. Zgodba se dogaja leta 1985 nekje v Prlekiji. Je izmišljena, a se naslanja na nekaj zgodovinskih dejstev in družbeno klimo iz 80-ih let prejšnjega stoletja. V 8 oprizoritvah si je igro ogledalo 5000 obiskovalcev od blizu in daleč. Igre na prostem so pri Veliki nedelji postale tradicija, ki nekako spadajo v čas poletnih večerov Toto krog. Prvo igro na prostem so odigrali leta 1997, to je bila Miklova zala. Tudi zgodovinskih spektaklov so se lotevali, kot so Celjski grofje, Jezusovo življenje, Mlinarjev Janez. Da ne govorimo o nikoli pozabljenih komedijah, kot so Zadrega za zadrego, Pricoprani ženin iz Amerike in tako dalje. Še vedno pa so najbolj pritegnile komedije in to v domačem narečju. Tako je, da smo vse te zgodovinske igre, kot so Miklova zala, Celjski grofje in podobno, kar je bilo na tem odru tudi že uprizorjeno, se seveda obnesejo. Vendar zdaj zadnjih nekaj let se ukvarjamo bolj s komedijami, komedije v prleškem domačem narečju. In leta 2007 smo poskusili ravno to, o čemer se zdaj pogovarjamo, torej da smo uprizorili eno delo, ki je že bilo napisano v knjižnem jeziku in tako naprej, ampak je bil osip pri gledalcih katastrofalen, torej sezona je bila res katastrofalno slaba in tudi ljudje, naši zvesti gledalci so nam to zamerili, da smo se oddaljili od tega koncepta in potem od 2007 naprej pa vztrajamo pri teh domačih. Res pa je, da se ne poslužujemo vedno mojih tekstov oziroma teh tekstov. Lani je recimo bila na programu komedija Pridi gola na večerjo, ki tudi ni moja. Pa bila je pred časom tudi Patličeva komedija Čaj za dve. Tako da se ne poslužujemo vedno mojih. Res pa je, da ni tako enostavno najti neke take komedije predvsem ali pa takega teksta, ki bi ga lahko prizoril na prostem, ker so posebni efekti, dodatki, dosti ljudi in tako naprej. Tudi letošnja, tako kot vse pretekle predstave, zahtevajo aktivnost vseh članov društva. Poleg igralcev so seveda potrebni še številni, ki poskrbijo za tehniko in vse ostalo, da se lahko tak projekt sploh izpelje. Vključenih je bilo 21 igralcev s tekstom in potem še zraven veliko statistov, pa vseh drugih tehnikov in ostalih, tako da nas je bilo vseh tam nekje 65. Vsi zamudniki si bodo igro predvidoma lahko ogledali v začetku septembra. Najverjetneje pa bodo za otvoritev obnovljenega kulturnega doma pri Veliki nedelji enkrat v jeseni gledališčniki pripravili še odrsko postavitev za dvorano.
Sicer pa velikonedeljski gledališčniki žanjejo uspeh za uspehom. Razen navdušenih obiskovalcev, ki se na vsakoletne predstave radi vračajo, so leta 2006 s predstavo Trije vaški svetniki med 150 amaterskimi gledališči na tekmovanju za Linhartovega Matička osvojili prvo mesto v Sloveniji. Leta 1998 in leta 2006 so dobili zlato plaketo občine Ormož, ki velja za najvišje priznanje v občini. Leta 2010 pa so se s predstavo Pridi gola na večerjo uvrstili na regijsko srečanje gledaliških skupin. Za osvežitev si bomo v nadaljevanju privoščili glasbeni videospot iz našega studija, oglase, potem pa se bomo s 5 junaki odpravili na adrenalinsko popotovanje po reki Dravi. Čaka pa nas še pregled zadnjih športnih dogodkov. Ostanite z nami. Enok je prišel k nam, ribon je ljuka skozi fon. Je lepo prosa za radič, vedmiri več ne roseni. Ich speise Petrožan, jesza izgret, šelota psa. Sirmak je ribi pojadoj, pa vendar više jezik coj. Stori amur, amur, mur zmyre, stori amur, amur zmyre. Stori amur, amur, mur zmyre, stori amur, amur zmyre. Nes je myra veka ščava, riba hrbtno plava, dobo. Stori amur, amur, mur zmyre, stori amur, amur zmyre. Stori amur, amur, mur zmyre, stori amur, amur zmyre. Enok je prišel k nam, ribon je ljuka skozi fon. Je lepo prosa za radič, vedmiri več ne rosenič. Ich speise Petrožan, jesza izgret, šelota psa. Sirmak je ribi pojadoj, pa vendar više jezik coj. Stori amur, amur, mur zmyre, stori amur, amur zmyre. Stori amur, amur, mur zmyre, stori amur, amur zmyre. Nes je myra veka ščava, vsakša riba hrbtno plava, dobo. Stori amur, amur, mur zmyre, stori amur, amur zmyre. Stori amur, amur, mur zmyre, stori amur, amur zmyre. Stori amur, amur, mur zmyre, stori amur zmyre. Ozon, gostinstvo in prenočišča Maja Ozmec SP, Sodinci 5B, 2274 Velika nedelja. Lokacija Ozona se nahaja ob križišču Sodinci Velika nedelja, Sodinci Podgorci in Sodinci Smer Savci. V Ozonu lahko preživite lepe trenutke, pa če se tja odpravite samo na kavico ali kakšen drug osvežilni napitek. Na priložnostni prigrizek morda. Ali z vnaprej naročeno zaključeno družbo, do 40 ljudi, proslaviti poroko, rojstni dan, obletnico ali karkoli, kar je potrebno proslaviti s primerno pojedino, s pijačo in seveda s plesom. Prostori so prirejeni tako, da se lahko odvijajo razna predavanja in seminarji. Za vse to bodo poskrbeli v gostinstvu Ozon v Sodincih, kjer imajo na voljo tudi prenočišča kategorije 3 zvezdice v 3 dvoposteljnih sobah in sobo s skupnimi ležišči za 12 ljudi. Sicer pa vam v gostinstvu Ozon, razen raznovrstnih pijač, vsak dan lahko postrežejo s picami, osolemijo, domačimi klobasami s prilogo, prekajenimi jeziki, z bučnim oljem, ki veljajo za hišno specialiteto.
V poletnih mesecih pa vsak petek in soboto od 17. ure naprej zjerni šara. Morda pa bi v Sodincih v Ozonu lahko preživeli tudi svoj dopust. Razen neokrnjene narave, možnosti sprehodov in kolesarjenja, vas od Ozona loči le 6 km od letnega kopališča v Ormožu, 18 km do Ptujskih term in le 13 km do bioterm v Mali Nedelji. Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 02 719 84 44 ali 041 238 901 in 031 659 555. Ozon, gostinstvo in prenočišča Maja Ozmec SP, Sodinci 5B, 2274 Velika Nedelja. V gostinstvu Ozon s prenočišči bodo veseli vašega obiska in srečanja z vami. Njegovi prijatelji že na voljo v vseh bolje založenih trgovinah z igračami. Dežela kot iz sanj, tam gori Jeruzalemske gorice. Na najvišjem griču med vinogradi stoji mogočna zgradba iz leta 1699, ki že vse od leta 1957 služi turistično-gostinski dejavnosti. Od leta 1997 je zgradba v lasti družine Brennholz, ki se s turistično-gostinsko dejavnostjo na Jeruzalemu ukvarja že od leta 1992. Zgradbo so Brennholčevi poimenovali Vinski hram in jo leta 2001 prenovili in razširili, tako da danes sprejme tudi 300 gostov, ki se v Vinskem hramu srečujejo ali na različnih skupinskih praznovanjih, porokah, seminarjih, sestankih ali poslovnih srečanjih. Neustavljiva želja lastnika Vinka Brennholza je, od vedno bila, da Jeruzalem postane zanimiva turistična točka za domače in tuje goste, ki bi na Jeruzalem prihajali na eno ali večdnevne izlete ali celo na počitnice. Zato je ob graščini zgradil zgradbo s sobami kategorije 4 zvezdic. Tako imajo turisti danes možnost preživeti počitnice na Jeruzalemu in uživati v prelepi naravi, v miru in v gostoljubju domačinov. Nudijo nočitve z zajtrkom, pol ali celi penzion. Za popestritev počitnic pa vam v Vinskem hramu Brennholz nudijo vodene degustacije v kleti, vodene oglede okoliških znamenitosti, muzejev in kopanje v bližnjih termah. Pa seveda sobotne plese ob živi glasbi, da ne govorimo o razvajanjih s prehrano. Kulinarika v Prlekiji je še vedno navdušila še najbolj zahtevne goste. Tako vam bodo v Vinskem hramu postregli s hrano po izvirnih prleških receptih. Zraven pa postregli z odličnimi vini Jeruzalemskih goric. V tem času opozarjajo na novost med kulinaričnimi užitki. Jedi iz krušne peči, od pogač, mesa do hrustljavega krompirja, celo pico iz krušne peči si lahko privoščite v Vinskem hramu. Ponujajo pa tudi sobotna in nedeljska kosila, kosila ali večerje ter degustacije za mimoidoče skupine. Sicer pa so v gostišču Vinski hram Brennholz na Jeruzalemu ponosni na svoje tradicionalne prireditve: vincencovanje, Valentinovo, pustni ples, dan žena, prvomajsko srečanje, postavljanje klopotca, dnevi prleške kuhinje, martinovanje, silvestrovanje in novoletni ples. Kot praznovanje vseh praznovanj pa v Vinskem hramu Brennholz na Jeruzalemu imenujejo sanjske poroke. Civilni obred v naravi med vinsko trto in cerkveni obred v cerkvici Žalostne Matere Božje na Jeruzalemu. Do danes je možnost sanjske poroke užilo že nešteto mladih parov iz domovine in iz tujine. Vabljeni v objem narave, v Vinski hram Brennholz na Jeruzalemu, ob zaužitju svežega zraka, prleških specialitet in vrhunskih vin si boste zagotovo nabrali moči za vaše življenjske cilje. V gostišču Vinski hram Brennholz se nahaja tudi prodajalna spominki z vini in nekaterimi prleškimi dobrotami, ki vam bo omogočila nakup spominčka na prijetne dni v objemu goric. V Vinskem hramu Brennholz na Jeruzalemu pravijo, da je dober gost zadovoljen gost, ki se rad vrača. Največje plačilo gostitelju je namreč ponovno snidenje. Ljubki in majhni konički Filiferi. Njihova krila se svetijo v temi, samorok Magic pa je okrašen s pravimi Swarovski kristali.
Reka Drava v teh vročih poletnih dneh lahko ponudi vrsto vodnih užitkov. Le pravi način je treba najti, pa malo dobre volje. Med drugim bomo v nadaljevanju poročali še iz Eurofesta 2011 v Izoli, ter iz zaključka poletne lige malega nogometa v Miklavžu pri Ormožu. Nekaj ljubiteljev izzivov na vodi v in ob njej je tudi minulo soboto izkoristilo vroč poletni dan in se odpravilo na novo dogodivščino na Dravi. Ah, ta naša ljuba Drava. Mogoče niti ne vemo, kaj vse nam daje, kaj ponuja, če le imamo dovolj domišljije in predvsem volje. Tudi ne stane nič, kar pa je morda v teh težkih časih najpomembnejše. 5 prijateljev Jani, ki ga družba imenuje vodja odprave, Istok, Nejc, Jernej in Uroš, so se tako z 2 kanujama odpravili po Dravi, od Borla do Ormoža. Primerna oprema in hop v kanu. Za fante ni ovir. 5 parov močnih rok in predvsem veliko dobre volje jih že požene v svet dogodivščin na Dravi. Popotovanje je trajalo približno 3 ure, na vodi pa mimo švigajo kraji Borl, Zavrč, Donja Dubrava, Lovrečan, Virje Otok do Ormoža. Fantje ocenjujejo, da je pot dolga približno 14 km, ki jih ni čutiti, saj pot prinaša veliko zanimivih dogodivščin. Da ne govorimo o neokrnjeni naravi, ki te prevzame, če si le dovzeten zanjo in vse, kar pač leta ponuja. Prebivalci Drave oziroma ob njej so fante nemalo začudeno opazovali, ponosno pravzaprav, kot da so le oni na svojem gospodar. Ampak ne v takšni meri, da ne bi bili navdušeni tudi nad slučajnimi obiskovalci, kot so bili vrli popotniki na kanujih. Žal pa, kljub temu, da še in še govorimo o ozaveščenosti, kar se tiče divjih odlagališč, tudi na Dravi lahko doživimo zelo žalosten prizor. Brezvestnež je v Dravo zapeljal dotrajan avtomobil. Fantje niso mogli skriti ogorčenja, tako kot ga zagotovo ne bodo mogli skriti vsi tisti, ki jim je žal, da se kaj takšnega sploh lahko zgodi. A je prizor potem počasi zbledel in dravski tok je fante nesel dalje. Vroč dan in bližina osvežujoče dravske vode je naše junake hitro zvabila v svoj osvežujoč objem. Le 3 ure so bile potrebne za prijetno avanturo, ki bo petorici ostala še dolgo v spominu, sploh pa težnja k temu, da svoj podvig kmalu ponovijo. Pot se je končala ob nekdanjem Majeričevem kopališču v Ormožu. Mnogi se morda spomnijo še boljših časov tega kopališča, ki je v zgodnjih 30 letih prejšnjega stoletja bilo eno najmodernejših daleč naokrog. Ampak danes so vidne le še razvaline, pa morda spomin na to, da je Drava že kdaj bila vabljiva točka za raznovrstne osvežujoče poletne dogodivščine. Iz avanture na Dravi se selimo k rokometu. Mesec julij je že vrsto let za mlade rokometaše Jeruzalema rezerviran za nastop na mednarodnem rokometnem festivalu v Izoli pod imenom Eurofest. Letošnjega turnirja se je udeležilo 136 ekip, 76 moških in 60 ženskih ekip. V minulih letih je obisk bil še precej večji, saj se je znalo zbrati tudi preko 200 ekip. Letos je svoje naredila recesija in predvsem so organizatorji pogrešali ekipe iz Skandinavije. Ekipe so letos prihajale iz 14 držav, in sicer Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Avstrije, Italije, Madžarske, Češke, Slovaške, Portugalske, Belgije, Nemčije, Katarja, Tajske in Slovenije. Turnir je trajal od 2. do 7. julija. Ekipa Jeruzalema, na turnirju jih je nastopalo 5, pa so odigrale kar 35 tekem. Izkupiček ekip iz Ormoža ter Gorišnice je na koncu bil 23 zmag, 2 remija in 10 porazov. Izmed vseh ormoških ekip je v Izoli najbolj navdušila zasedba letnikov 2000, katere barve je zastopalo le 5 fantov letnika 2000 in 2 letnika 2002. V konkurenci letnikov 2000 je nastopalo 8 ekip iz Slovenije in Srbije. Fantje so dopoldan zaradi majhnega števila igralcev morali pomagati letu starejšim soigralcem. Popoldan pa jih je še čakal nastop v mini rokometu. Za veliko željo po igri in ob veliki meri borbenosti so pozabili na utrujenost in se po hudi borbi uvrstili v veliko finale, kjer pa jih je z 12-10 ugnala močna zasedba Izole. Finalna tekma v mini rokometu je bila na visokem kvalitetnem nivoju in zmagovalec je bil znan šele v samem zaključku tekme, kjer so Izolani s pridom izkoristili daljšo klop. Po končani tekmi sta si obe ekipi za prikazano igro zaslužili glasen aplavz publike, ki se je zbrala na igrišču osnovne šole Dante Alighieri. Za letnike 2000 so srebro osvojili
Teo Šulek, Aljoša Munda, Blaž Zadrevec, Gašper Hebar, Jan Debelak, Gašper Žižek-Cvetko, Jure Lukman in trenerji Iztok Luskovič, Nec Havlas ter Aljaš Kovačič. V letu dni starejši konkurenci letnikov 1999 je nastopalo 10 ekip iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Portugalske in Tajske. Ekipa Jeruzalema, slovenski državni podprvak, je zaradi številnih odpovedi nastopila v okrnjeni zasedbi. Tako se je na pomoč morali priskočiti letniki 2000, ki pa so bili fizično prešibki za leto starejše igralce. Ob 3 zmagah in 4 porazih je ekipa izvlekla svoj maksimum in zasedla končno 6. mesto. Zanimivo, da so proti močnejšim ekipam na turnirju Jeruzalemčkovi odigrali svoje najboljše tekme. Proti slabšim ekipam pa je igra bila daleč od želene. Turnir je na koncu osvojila portugalska ekipa Perestrelo iz Madeire, ki je bila tudi fizično daleč najmočnejša. Srebro je odpotovalo v Srbijo k Klubari, bron pa je pripadel madžarski ekipi Koroši. Za letnike 1999 so nastopili Jurče Korpič-Lesjak, Martin Hebar, Luka Volč, Niko Jovanovič, Nec Zidarič, Lan Voršič, Teo Šulek, Aljoša Munda, Blaž Zadrevec, Gašper Hebar, Jan Debelak in trenerji Iztok Luskovič, Nec Havlas ter Aljaš Kovačič. Letniki 1998, državni prvaki in zmagovalci Eurofesta minulo leto so turnir na Obali med 13 ekipami končali na 2. mestu. Na turnirju so nastopali klubi iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Avstrije. Med 7 odigranimi tekmami so Jeruzalemčki dosegli 5 zmag in 2 poraza. Obakrat so Ormožani klonili proti igralcem Zagreba. V skupini je hrvaški predstavnik bil boljši z izidom 23:19. V velikem finalu pa se je tekma istih ekip končala z zmago 20:16 za Zagreb. Slovenski državni prvak je tokrat zaigral pod svojimi zmožnostmi, kar so spretno izkoristili fizično močnejši Zagrebčani, ki so zasluženo dobili obe tekmi. Poraza za mlade Urbažane sta dobrodošla in neboleča. Zagotovo pa se bo ekipa iz teh izkušenj imela marsikaj za naučiti in bo to spretno izkoristila v svoji rokometni prihodnosti. Za letnike 1998 so nastopili Kevin Caf, Jurče Korpič-Lesjak, Filip Luci, Boštjan Žižek-Cvetko, Miha Kavčič, Gašper Horvat, Nino Olaga, Tilen Kosi, Dominik Ozmec, Timon Grabovac, Rene Plavec, Tomi Sok in trenerja Mladen Grabovac ter Jernej Kosi. Po osvojenih turnirjih v Prešovu, Vešpremu, Monoštru in zmagi na državnem prvenstvu so letniki 1997 Jeruzalema Gorišnice osvojili še turnir v Izoli. Do turnirske zmage so fanti prispeli po vseh 7 zmagah. Med drugim so ugnali močni zasedbi Cimusa in Trsata. Ekipa ima izjemen rokometni talent, vendar je talent premalo, da fantje dozorijo v vrhunske rokometaše in osebnosti. Če fantje ne bodo spremenili svojega načina razmišljanja, se hitro lahko zgodi, da propade zanimiva generacija. Za letnike 1997 so nastopili Jurče Korpič-Lesjak, Uroš Mendaš, Nec Šandor, Blaž Geč, Aljaš Temet, Gašper Vesenjak, Matic Topolovec, Dejan Kuciper, Miha Kolmančič, Marko Kralj, Vit Lukman, Matic Štumberger in trenerja Uroš Krstič ter Franc Šandor. Letniki 1994 so imeli smolo pri žrebu, saj so takoj na začetku v skupinskem delu odigrali tekmi proti ekipama Katarja in Beograda, ki sta se kasneje uvrstili med 4 najboljše ekipe. Posebna izkušnja za mlade rokometaše je bil nastop proti reprezentanci Katarja letnikov 1994.
Tekma je potekala na osrednjem igrišču v Rivieri, v centru Izole. Afričani so bili boljši in so zmagali z izidom 20-12. Po uvodnih porazih proti Katarju in Beogradu je ekipa zaigrala iz tekme v tekmo bolje in na koncu nanizala 2 zmagi ter 2 remija, kar je zadostovalo za končno 6. mesto na turnirju. Za Jeruzalem Gorišnico letnike 1994 so v Izoli nastopili Matic Šulek, Grega Ivanuša, Damir Mavrič, Sandi Plohel, Lino Kirič, Tomas Bedrač, Tilen Bezjak, Matic Geč, Aljaš Sok, Primož Zemljič, Martin Vrbančič, Rok Šalamon in trenerja Darko Žnidarič ter Alči Šulek. S turnirjem v Izoli, ki je bil že 19. zapovrstjo, so mladi rokometaši Jeruzalema in Gorišnice zaključili se sezono 2010-2011, ki je bila izjemno uspešna. Ekipe letnikov 1997 in 1998 sta postala državna prvaka, letniki 1999 in 2000 pa državna podprvaka. Ob tem je ekipa letnikov 1996 prvenstvo zaključila na solidnem 6. mestu. S pripravami na novo sezono mlajše selekcije Jeruzalema pričnejo 15. avgusta. Selimo se k malemu nogometu, kjer so čez poletje v naših krajih potekale številne poletne lige. Ena izmed njih, ki ima najdaljšo tradicijo, je potekala v Miklavžu pri Ormožu pod organizacijo Športnega društva Mladost. Za izpeljavo lige so gostitelji bili zadovoljni. Letošnja sezona mislim, da je bila unikatna za moje pojme. Poleg vseh teh lig, ki so organizirane zraven tega, kar organizira Športno društvo Mladost, moramo biti zadovoljni. Presrečni. Ekip je bilo 8, sicer od tega 3 domače, ampak moram reči, da s tem že nadaljujemo neko tradicijo, neko domačo ekipo. Z mladimi igralci pokazali so potencial, tako da res delamo v vseh ekipah. Športno društvo Mladost je dokazalo, da ima igralce, ljudje so radi prišli na letno ligo, vidijo, da se tukaj dela, da je liga kvalitetna in to nam dosti pomeni. To je bila že 9. poletna liga zapovrstjo, katere se je udeležilo 8 ekip iz občin Ormož, Središče ob Dravi in Ljutomer. Poleg 3 domačih ekip so nastopile še ekipe KMD Ljutomer, Kok, Akord Bar Središče, Litmerk in Pušinci. Največ uspeha po 7 odigranih krogih je za 18 izbranimi točkami požela ekipa Mladost Prevozništvo Peserl. To je nasploh prva osvojitev lige domače ekipe v zgodovini, ki je stavila večinoma na svoje domače igralce. To je zdaj prvič, čakali smo 8 let, zdaj 9 let, da je to uspelo. Moram reči, da se nam to obrestuje, delamo z domačimi igralci, povabimo mogoče kakšnega tujega igralca, če se lahko tako izrazim, ampak res, to je dokaz, Športno društvo dela z domačimi igralci, z čim več ekipami, igrajo na turnirjih in to se nam zdaj obrestuje. Poleg pokala je prvovrščeni ekipi pripadla denarna nagrada v višini 350 evrov. Za gostitelji so drugo mesto in denarno nagrado v višini 250 evrov v zadnjem krogu ujeli malonogometaši iz Ljutomera, ki so po zaslugi boljše gol razlike prehiteli 3. uvrščeni Kok, ki si je prislužil pokal za 3. mesto in denarno nagrado v višini 150 evrov. Organizatorji lige so za najvratarja letošnje sezone proglasili Borisa Plohla, ki je branil za zmagovalno vrsto Mladost Prevozništvo Peserl. Najstrelec lige je postal Robi Golob, član 3. uvrščene ekipe Koga. Robi je na 7 tekmah dosegal 16 zadetkov. Celotno ligo skupaj 28 tekem je odsodil Uroš Hozjan, ki je prikazal 11 rumenih in le 1 rdeč karton. Letos so na svoj račun prišli tudi ljubitelji stavnice, ki so lahko stavljali na rezultate tekem poletne lige. S konkurenco je pometla Jasna Orešnik, ki je zadela največ izidov in si prislužila nagrado v obliki majice. Naslednja sezona bo že 10. jubilejna in poleg stavnice organizatorji napovedujejo še nekaj presenečenj. Ja, letos smo presenetili za športno stavnico. 10. leto letne lige bomo sigurno nekako začinili, se pravi, verjetno bomo dvignili denarne nagrade. Vseeno se moramo zavedati, da ekipe privabljajo denar, kar je mogoče malo žalostno, ampak probali bomo čim večje denarne nagrade.
Poizkušali bomo tudi z nekimi presenečanji, ki naj bodo še trenutno malo skrivnost, radi bi presenetili ekipe. Počakajmo na razpis in tam bomo vse povedali. Ljubiteljem malega nogometa v nadaljevanju sezone preostanejo le še turniri po naših krajih. Za mesec november pa je predviden začetek zimske lige malega nogometa. Toliko za tokrat. Najdite si senčico in dovolj osvežilnih napitkov v teh vročih dneh. Naj vam bo prijetno do ponovnega snidenja čez teden dni. Pa srečno!